Dober večer. Res je, dober večer danes. In moja tema je življenje. Le življenje daje življenje. Gledali smo čudovito pesem Kamniško sedlo. Lepoto, ki je resnično navdihnila naša srca, napolnila našo dušo. Tudi besede, ki smo jih slišali, so nam zradostile našo dušo. Imamo na eni strani trpljenje, smrt, bolečine, a na drugi strani imamo tudi življenje, lepoto, radost, zdravje, mir. In če ste že opazili, v poslednjih časih smo in ljudje se delimo na srečne, radostne, zdrave, polne upanja, polni resnice. Na drugi strani pa so ljudje, ki obupujejo, delajo samomore, so žalostni, depresivni. Zakaj so take razlike? Zakaj nekje ljudje še vedno trpijo, drugje pa se ljudje radostijo, pojejo čudovite pesmi, se veselijo, plešejo? Ja, ker sejemo, to žanjemo. Če sejemo ljubezen, če sejemo mir, bomo živeli v miru in čutili bomo ljubezen in radost življenja. Če sejemo sodbo, bomo na žalost tudi čutili posledice vseh teh sodb. Ker sejemo, to bomo želi. In vendar smo še v obdobju, ko lahko vsak začne nov dan, kot novo jutro. Tudi jaz osebno sem imela novo jutro 29. junija leta 1995. Še danes se spominjam tistega jutra, ko sem se zbudila srečna, brez bolečin, radostna. Čutila sem ljubezen v sebi, čutila sem ljubezen do vseh bližnjih. To je bil moj dan ljubezni. Dan, ki se še ga danes spominjam, ki mi je spremenil življenje. Tisti dan sem dokončala svojo prvo knjigo Iz pekla v raj. Moja duša se je očiščevala 13 dni. Zavestno sem odpuščala. In zavestno sem se odločila za brezpogojno ljubezen. In nagrada je prišla 29. junija leta 1995. Ker sem se zjutraj zbudila, jasno nebo je bilo, ptice so v trnovem pele, jaz pa sem čutila radost, srečo, ljubezen. Novo jutro sem doživela. Ampak samo zato, ker sem se jaz za to odločila. Ker sem jaz odpuščala. Ker sem bila pripravljena biti ponižna pred najvišjo resnico. To je pred brezpogojno ljubeznijo, o kateri tako rada veliko govorim in vas spodbujam, da se tudi vi odločite za to brezpogojno ljubezen. Ker le-ta osvobaja, le-ta osrečuje, le-ta ozdravlja. Ko jo sprejmemo v svoje srce in jo darujemo bližnjim,
je to novo življenje, novo rojstvo v duhu in resnici. Bog nas ni ustvaril za bolezni, za trpljenje, za vojne, za sodbe. Ne. Bog nas je ustvaril za radost, za življenje. Vdahnil nam je svojega duha ljubezni in dokler ljubimo življenje, imamo v sebi življenje. In to življenje daje življenje. In le življenje daje življenje. Hudobija ga ne daje, sodba ga ne daje, ubijanje ga ne daje, žalost ne daje življenje. Ljubezen do ljubezni pa daje življenje. Kdor ljubi, širi ljubezen. Je lučka, ki sveti na tej zemlji in spreminja temo vasi, bolezni v zdravje, smrt v življenje, nemir v mir, sodbe v milost. In ko se bomo vsi odločili za ljubezen do življenja, bo raj na zemlji. Bomo v miru drug z drugim. Rojevali bomo brez bolečin. Živeli bomo življenje brez bolezni, brez smrti, brez solz. Božja modrost je življenje in večnost. Zemeljska realnost brez Boga pa je smrt, bolezni, ločitve, vojne, žalost, trpljenje. In vsak izmed nas ima svobodno voljo, da se odloči ali za življenje, za darovanje ljubezni, za darovanje blagoslovov, za vero v življenje, ali pa se odloči za sodbo, za zemeljske dobrine. Odločitev je od vsakega izmed nas. Jaz osebno sem se odločila za življenje, za ljubezen. In uspelo mi je roditi 4. otroka popolnoma brez bolečin, v radosti, zdravega, nasmejanega otroka. In ponosna sem nase, da mi je to uspelo. Ker Božja beseda ne laže. Božja beseda je namreč živa, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in možga ter presoje vzgibe in misli srca. Marsikdo Božje besede ne želi niti poslušati, še manj brati, še manj živeti. Ker če se odločimo za Božjo besedo, moramo biti tudi ponižni. Ponižni, da se nas dotakne resnica, ki nas osvobodi, očisti, ozdravi, pouči in nam da novo življenje. V tem novem življenju ni smrti, ni bolečine, ni bolezni, ni ločitev, ni vsega tistega trpljenja. Ko sprejmemo resnico, ko sprejmemo brezpogojno ljubezen v svoje srce in smo jo pripravljeni tudi darovati vsem bližnjim. Bog nas ljubi neskončno. Resnično nas ljubi. Vprašanje je samo, ali mi ljubimo Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso modrostjo svojo, z vsem telesom. To je pa naša osebna odločitev.
Če dajemo resnično Boga na prvo mesto, nam je prečudovito življenje darovano. Življenje nam je darovano. Radost, mir, blagostanje. In z vsega srca si želim, da bi se vsi odločili za življenje, ga živeli, se radostili in ga darovali naprej. Hvala lepa za vašo pozornost.